In preden se posvetimo morali, problemu ljubezni, zakonske zveze na Slovenskem, med srednjim vekom in dobo modernega meščanstva, ki se ga je v svoji obsežni monografiji tako nadrobno lotil ravno moj kolega Dušan Kos, naj poudarim, da je to v slovenski historiografiji do zdaj skorajda pregledano raziskovanje, danes še kako aktualen fenomen. Če pogledamo samo ločitev zakona danes, je primerjalno z preteklostjo, ko ta ločitev ni bila tako pogosta, lahko rečemo, da je danes oziroma v zadnjem desetletju in pol, v 21. stoletju, se je pri nas na primer razvezala več kot četrtina zakonskih zvez. Temu so gotovo prispevali bolj sproščeni, moderni nazori, kot tudi upad sklepanja svetega in sakramentalno neločljivega katoliškega zakona. Kosova raziskava pa poleg tega odstira še mnoga druga, danes aktualna vprašanja, na primer vlogo žene in moža, ki se tudi spreminja skozi zgodovino, problem nasilja v družini, intimne odnose in še kaj. Slovensko zgodovinopisje premore le peščico del o ljubezenski morali, med njimi pa jih večina obravnava tematike dobe meščanstva, manj pa dobo, ki se ji posveča Kos. Torej čas med srednjim vekom in dobo meščanstva. Kos v svoji monografiji raziskuje zaročno-poročne, zakonske in ljubezenske mentalitete v vseh družbenih slojih, aristokracija, mestno prebivalstvo, kmečki živelj in razmišlja o socialnih in pravnih pogojih pri udejanjanju ljubezenskih in deviantnih vzorcev o spolnosti, zarokah, porokah, pedagoških in teoloških smernicah. Pri tem se opira predvsem na arhivsko gradivo, ki je nastalo pri poslovanju sodišč. Do reform Jožefa II. V 18. stoletju, v zadnji četrtini, so bila to predvsem cerkvena sodišča. Zakonsko zvezo in moralo je namreč vse do jožefinske cezure v duhovnem smislu skoraj povsem obvladovala cerkev, država pa je njen pogodbeni del. Reforme Jožefa II. So torej uradno odpravile cerkveni monopol v nadzoru morale, spolnosti in zakonske zveze. V mnogočem pa se je z njimi končala tudi dolga fevdalna doba in kultura, saj je prek sodnih, upravnih, vzgojnih in cerkvenih reform podprla tudi vzpon nastajajoče meščanske družbe z povsem drugo moralo. V času, ki se mu posveča Kos, je bila morala podporni kamen zakonske zveze. Podpirala je zagotavljanje potomstva, uveljavljanje dediščin, dot iz generacije v generacijo, uravnavala pa je tudi pretirano slo, umazane misli in podobno. Kos se za razliko od mnogih sicer odličnih študij, ki temeljijo na analizi teoretičnih razpravljanj ideologov v teologiji, pravo ali pa v filozofiji in ki ponujajo predvsem idejne in idealne poglede na moralo, zakonsko zvezo, ljubezen in nasilje, v svoji študiji ni želel odreči arhivskim podatkom iz vsakdanjega življenja, ni se želel odreči resničnim vsakdanjim zgodbam, ki so tudi rdeča nit njegove pripovedi. Njegova študija temelji na njih, na tako imenovani zgodovini od spodaj, Geschichte von unten, z njihovo pomočjo analizira celo vrsto vprašanj in nekaj jih bomo osvetlili tudi v nadaljevanju tega večera. Moje prvo vprašanje avtorju bi torej bilo, ali lahko povsem na kratko orišeš monopol katoliške cerkve nad spolno moralo in zakonsko zvezo v času, ki ga obravnavaš. Ja, lahko ga. Najprej pa
Lep dober večer tudi z moje strani. Torej, monopol, tu je treba nekoliko vendarle biti previden. Ta monopol katoliške oziroma cerkve nasploh na Zahodu ni bil popoln. Velik del morale oziroma ljubezni zakonske zveze je obvladovala posvetna oblast, torej država recimo. Predvsem njen seveda ta pogodbeni del, torej poročne pogodbe, materialnost v zakonski zvezi od dot do dediščin do preživnin in seveda tudi tisti kriminalni del pri deviantnih medspolnih razmerjih, od nasilja v družini do zakonoloma, inceste in tako naprej. Torej, šlo je za sodelovanje dveh vej, lahko rečem, tedanje oblasti, posvetne in tiste duhovne. Cerkev je imela pravico oziroma dolžnost, da je zakonsko zvezo obravnavala kot sakrament. Torej, to je bila duhovna zaveza, zakonska zveza je božja danost, ne božja milost, je sakrament od 12. stoletja naprej, torej priznan sakrament. Seveda sakramente nasploh pa je lahko uravnavala samo cerkev. Druga stvar, ki jo je cerkev uveljavila tekom prvega tisočletja, je bila njena nerazvezljivost, ki je ni mogla preprečiti niti posvetna oblast. Torej, zakonska zveza je že po definiciji apostola Pavla, oziroma že Kristusa pravzaprav, nerazvezljiva, kar Bog zveže, to človek ne sme razvezati. Vendar pa je bil vedno problem, torej nasprotne silnice laikov, ki so vsekakor želeli zaradi različnih razlogov vedno razbijati svoje neuspešne zakone, neprimerne zakone, se je nasproti postavila cerkev, ki je torej uveljavila nekje do 9. stoletja in potem še posebej v 12. stoletju popolno nerazvezljivost, seveda z določenimi možnostmi, v nekaterih primerih tudi, da se lahko zakon loči oziroma izniči. Naslednja stvar, ki jo je cerkev v bistvu nadzorovala, je bila samo delovanje zakonske zveze, torej tu je šlo za tisto, kar naj bi zakonska zveza, kar naj bi bil cilj zakonske zveze. To je recimo prokreacija, torej skrb za nadaljevanje človeštva, torej za razplod in odvračanje od grehov, zlasti od spolnih seveda grehov. To naj bi bila zakonska zveza neke vrste varovalka, nek varnostni ventil. Torej, izpolnjevanje zakonskega dolga pa je bilo, torej izpolnjevanje prokreacije je bilo povezano pa z zelo pomembnim vprašanjem izpolnjevanja zakonskega dolga. To je točno takšen prevod je, torej termina, ki nastopa vedno znova v sodnih zapisnikih ali pa tudi v teoloških razpravah, zakonski dolg, kde je bil tu konjugale. Torej, gre za vzajemnost plačevanja, če nadaljujemo ta izraz, med možem in ženo. Oba sta si enako dolžna izplačevati, v narekovajih, ta zakonski dolg oziroma spolnost, ki je seveda nujna za veljavnost oziroma trajanje zakona. Namreč v zakonska zveza je morala imeti vsaj dva elementa, da je bila veljavna, torej da je bila trajna. Prvi je bil konzumacija, torej samo občevanje med zakoncema, uspešno, in drugo, torej druga taka stvar pa je bila tudi seveda konsens, torej privolitev v zakonsko zvezo, in znotraj teh dveh polov, konzumacije in privolitve zakoncev oziroma bodočih zakoncev je vedno tekel je, lahko rečemo, 1200 let hud boj med laiki in duhovniki. Torej, kaj je tukaj tisto prevladujoče? Ali
privolitev, ki vzpostavlja zakonsko zvezo, ali vzpostavlja zakonsko zvezo pravzaprav šele konzumacija. In ravno tu je bilo, torej na tem točki se je cerkvena oblast, torej cerkev se je uspela uveljaviti in potem, ker je pač uveljavila konsens zakoncev, skupaj z ceremonijo, z blagoslovom duhovnika, je uveljavila svojo sakramentalno nadoblast. Ja. V svoji študiji retrogradno izhajaš iz analize razveljavljanja zakona Marije in Jošta Ursini Blagaj v drugi polovici 18. stoletja, in to je tudi zelo zanimivo, metodološko, pač gre za proces zaradi moževe spolne nezmožnosti oziroma impotence, ki je pomenila nezmožnost konzumiranja zakona, kar si pravkar omenil. To se pravi fizično zaokrožitev zakramenta in prokreacijskega cilja, ter s tem posledično tudi zahtevo po razvezi. Moževo priznanje neplodnosti ali impotence bi bilo seveda v tem, kot tudi v številnih drugih primerih, seveda nečastno. Še posebej za plemiča modre krvi. Kako je torej s tem, kakšne težave bi nastopile v primeru izničenja zakona ali ločitve? Ja, no, vse ravno ta primer je tipičen za tisto vprašanje, torej za tisto, kar sem prej govoril, kaj vzpostavlja in kaj ohranja zakonsko zvezo veljavno, torej spolna sposobnost zakoncev. Kadar pa do tega ni prišlo, je bilo dopuščeno, torej z dokazovanjem, torej dopuščeno izničenje zakonske zveze. Se to je še danes pravzaprav tudi v cerkvi možno izničiti zakon. Ne povem, včasih sta bile na voljo dve možnosti pri razgradnji zakonske zveze. Prva je bila ločitev, če tako prevedemo, druga pa izničenje zakonske zveze. Pri ločitvi je šlo samo zato, da je sakramentalna vest tudi po fizični ločitvi še vedno obstajala. Seveda bivša zakonca sta se lahko fizično ločila, sta se odselila, nista se pa mogla poročiti v drugo z nekom tretjim, dokler je eden od njiju še živel, torej zakonec še živel. To je bila tako imenovana ločitev od mize in postelje, pri čemer sta lahko seveda tudi razdelila premoženje, torej šlo je za čisto pravzaprav vse elemente ločitve, razen tega, da bi se lahko še enkrat poročila. Pri izničanju pa je šlo za dejansko izničanje zakonske zveze, kot da je nikoli ne bi bilo, ker je bila neveljavna, sklenjena neveljavno, in impotenca oziroma spolna nezmožnost je bila ena od teh redkih možnosti razgradnje oziroma zakonske zveze. Poleg tega so bile recimo tudi blaznost, recimo če je seveda obstajala že pred poroko, potem odpad od vere, potem sodomija oziroma nenaravne prakse, še nekaj drugih takšnih primerov, na katerih so potem v preteklosti na sodnih procesih gradili razočarani zakonci svojo možnost za razvezo. Seveda ta impotenca, jaz govorim tukaj, uporabljam izraz impotenca, čeprav bi danes zlasti medicinci uveljavljajo bolj izraz, erektilna disfunkcija in podobno, bolj takšne strokovne izraze. Jaz uporabljam prav zato, ker se tako imenuje tudi v virih, v literaturi iz tistega časa. Torej nezmožnost, impotenca. Ta stvar je bila za plemiča seveda bistveno težja kot za plebejce. Namreč plemstvo je gradilo svojo posebnost, svojo moč na dednosti vsega, od privilegijev do statusa, premoženja in tako naprej. Zdaj, če se je izkazalo, da je nekdo impotenten, se predpostavlja, da ne more imeti otrok. Otroci pa morajo, torej nadaljevalci rodu, pa morajo biti zakonski. Torej, ni zadoščalo, da bi recimo žena, nezadovoljna žena dobila ljubimca, imela z njim otroka, ki bi ga potem
adoptirali oziroma priznali in bi lahko nadaljeval družinski rod, grb in tako naprej, ker je plemstvo smatralo to za skrajno nečastno. Ne? Torej, nezakonski otrok je bil popolnoma neprimeren za dediča, glavnega dediča družine oziroma rodbine. Pri kmetih je bilo, recimo kmetih, tudi meščanih, je bilo to drugače. Ne? Tam imamo veliko primerov, saj jaz sem jih naletel, ne? Ko pari niso imeli otrok, ne? In so bili torej zaradi neplodnosti česarkoli, vendar pa je ta tranzicija premoženja oziroma dediščine lahko šla naprej brez problema, ker so enostavno ali so posvojili oziroma nekega sorodnika, ne? Da so ga imeli kot svojega sina. Nekatere ženske so si celo z dovoljenjem moža umislile ljubimca, ne, ki jim je naredil otroka zato, ne, in ga je mož potem toleriral, ne, torej ni se nič razburjal, takih primerov sem kar nekaj našel, ne. Čeprav je bil to greh, seveda, ne, to naj ne bi bilo primerno, ne, ampak kmetje so se oziroma plebejci so se veliko lažje sprijaznili s to nezmožnostjo nadaljevanje svoje krvi v prihodnost. S tem se plemiči torej niso mogli sprijazniti. In naslednja stvar, prav recimo pri tem Ursini Blagajevskem primeru je takšna stvar. Ne? Jošt Ursini je bil na koncu na procesu potrjen kot nepoboljšljiv, neozdravljiv impotentnež, zakon je bil izničen in on se nikoli več ni poročil, čeprav bi se pravzaprav lahko, ker je bil zakon izničen. Ampak ne samo to, ne, on je bil predviden v začetku za glavnega nadaljevalca rodbine Ursini Blagaj. Zaradi tega, ker pač ni bilo možnosti, ne, pravzaprav, da bi imel kdaj potomca, ne, dokazano na sodišču, dokazane možnosti, je to vodilno mesto v rodbini prevzel njegov mlajši brat. Ne, in Jošt je potem samski umrl brez kakšnega premoženja, kot nek nižji državni uradnik. Drug primer je, tudi sem ga našel takšen, ko je v bistvu ta impotenca uničila običajni dedni red, to je primer Wiederkehren, ki je približno 20 let starejši. Tam je isto bil mož prepoznan kot nesposoben, ne, in je bil zato na dedni red, torej v dedni red je vstopil njegov mlajši brat. Ne? Čeprav je bilo že v samega začetka od njegove mladosti predvideno, da bo ta nesrečnež, torej da bo on prevzel celotno očetovo oziroma družinsko premoženje. Ne? Torej plemstvo je bilo dejansko s tem zelo obremenjeno, torej tudi psihično obremenjeno in to v bistvu traja tudi še v 19. stoletje, kjer se pa še posebej k temu priklopi recimo sram. Ne? Torej sej moramo vedeti, impotenca je bila vedno zadrega. Ne? Tudi v preteklosti, čeprav je tja do 18. stoletja je bilo to vendarle bolj v javnem govoru kot kasneje. Ampak ni bila pa to takšen sram, da bi se ljudje izolirali, recimo, ali pa da bi se umaknilo v samo zaradi sramu. Ne? V 19. stoletju to postane, to veš ti, bistveno hujši problem in traja pravzaprav do danes, ne? Do neke mere najbrž, ne? Noben se s tem ne hvali, ne? Kakor jaz vem, saj nisem zasledil. Čeprav gre v bistvu za bolezen oziroma za neko medicinsko zadevo, ne, ki je tako kot, ne vem, zlomljena roka, ne, pravzaprav, ne. Ampak torej se temu priklopi še sram in plemstvo je pa sploh vedno dovzetno za čast in za sram, ne. Zato se potem v bistvu pride tudi do osebnih tragedij, do samomorov in tako naprej. No, ampak poleg moške impotence, ne, da ne bomo čist samo pri moških, bomo pa upozorili tudi na problem ženske ozkosti, ne, ki je pa čist podoben, ne. In kako se to mogoče kaže v pravno-medicinskih pogledih, ne, zlasti pri plemstvu. V sodnih zapisnikih, cerkveno-sodnih zapisnikih so obravnavali impotenco, ali pa tudi, če je niso, ne, se dostikrat pojavi ta termin ozkost, ne, saj je povsem jasno, zakaj se gre.
Ta ozkost je v bistvu preprečevala prokreacijo, ne, če je bila resnična, ne, če ni bila izmišljena. In je bila zato pandan, torej nasprotni pol impotence, zaradi katere se je tudi dal razvezati zakon oziroma izničiti zakon. In takih primerov je kar precej. Jasno pa je, da ne pri impotenci, ne pri ozkosti, ne, je tisti, ki je bil krivljen oziroma ki je bil pod sumom, da je impotenta, ne, ali ozka, ne, je to tajil. Ampak čeprav je bilo, stvar je bila jasna, da se jo da preveriti, torej dalo se je vedno ponavadi enoleten preizkusni rok, predpisala se je zdravniška kura, ne, in če ni bilo potem rezultatov, je bila stvar razveljavljena in to je vsakdo vedel, da bo do tega prišlo. Ampak vsi so seveda se upirali priznanju in razvezi. Zakaj? Predvsem zaradi materialnih danosti oziroma zaradi negotove prihodnosti v statusu ločenca oziroma razvezanca, ne? Ker vedeti moramo, zakonska zveza je v preteklosti še bolj kot danes zagotavljala preživetje. Vedeti moramo, da so se poročali lahko predvsem tisti, ki so imeli nekaj premoženja. In to velja za vse sloje. Velika večina ljudi je ostala, ne bom rekel velika večina, ampak verjetno večina ljudi je ostala neporočenih. To pa je pomenilo, da so bili v materialnem smislu torej prizadeti oziroma neizpolnjeni, da je bila njihova življenjska prihodnost zelo vprašljiva, ne? Ker pri poroki so dali denar na kup, vsaka stran, in to je bilo nek garant preživetja. Če je prišlo tudi do razveze, se je po eni strani branil torej impotence moški oziroma žena ozkosti. Samo, da se ne bi bilo treba se razvezati, ne glede na to, da se v bistvu par že prej ni čisto nič razumel, ne. Navsezadnje je bila to takšna stvar, da je ovirala tudi druge odnose v zakonu, ker se jasno vidi iz sodnih zapisnikov pri zaslišanjih, ko pridejo na plan tudi drugi problemi v zakonu, ne. To je popolno nerazumevanje, nezaupanje in tako naprej, ne. Povedati treba tudi to, ne, sredi 18. stoletja pride medicina vendarle tudi v tem ginekoloških zadevah na višjo raven. Tudi v Ljubljani ustanovijo babiško šolo in tam predavajo porodničarji, torej zdravniki, ne, šolani zdravniki, ki vejo, zakaj se gre, in te preglede, recimo sodne, ki jih ukaže sodišče, ne, pregled ženske recimo zlasti, pa tudi moških, ne, opravljajo v bistvu na strokovni ravni za tisti čas, ne, kolikor so pač lahko to naredili, in to imam v vseh primerih iz 18. stoletja, pa tudi 17. stoletja, da pri preiskavah sodelujejo zdravniki ali pa vsaj babice, ne, šolane babice. Ja, ampak vendarle, ne, če se navežem na zadnje besede, ne, je pa v tem času presojanje glede nesposobnosti spočetja, sterilnosti, neplodnosti oziroma ugotavljanje očetovstva, ne, v tem času, ne. Kaj so lahko v bistvu takrat s temi ginekološko-urološkimi pregledi sploh ugotovili, ne, v primerjavi z danes, tako ne moramo razpravljati, ne. Ja, v bistvu nič kaj več, kot bi mi danes, ne, laiki. Šlo je za to, da zunanji pregled, ne, genitalij. To je bil največ, seveda se je logično, ne, v bistvu teh osnovnih spolnih funkcij človeškega telesa niso poznali, ne, vse tja do še v 17. stoletju pride do prve revolucije v tej znanosti, medicinski znanosti, prepoznavanje ženskega jajčeca in tako naprej, ne, do takrat se govori, da ima moško seme, žensko seme in tako naprej, da je to bistveno. Šele takrat pride do torej nekih novih spoznanj. Zato so delili te probleme na dvoje. Torej prvi so bili tako imenovani naravni, fizična oviranost, to je šlo za poškodbe genitalij oziroma za neko nenaravnost, ne. Druga pa je bila tako imenovana notranja impotenca ali ozkost tudi, ne, ki jo lahko prevedemo z božici psihosomatskimi razlogi ali pa nekimi organskimi, katerih seveda v tistem času slučajno niso mogli vedeti. Nič, ne.
Zato so se lahko opirali samo na torej zunanji pregled. Po drugi strani so pa recimo pri impotenci že v srednjem veku so imeli na razpolago ponekod posebne teste, bi lahko rekli, to so bili praktični deli izpita, ko so recimo moškemu pred komisijo nastavili 2-3 prostitutke, in potem je moral z njimi občevati, pred komisijo, ali pa kaj podobnega. Taki primeri so znani tam od 15. stoletja naprej, vendar pa žal ne na Slovenskem. Jaz nisem naletel na noben takšen primer, posebej zato, ker so slovenski zapisi, sodni zapisi šele od 16. 17. stoletja, ko pa takšen način, tak brutalen, ni bil več, tudi na Zahodu ne več tako popularen, oziroma ni bil več, se ni zdel več primeren. Čeprav se je ohranjal potem tja ponekod v Franciji, Angliji še tja do 18. stoletja. Recimo, morali so v Angliji še v 18. stoletju, je moral impotence osumljeni, mož je moral masturbirati pred komisijo, recimo. To je bil, tega recimo tukaj v tem delu Evrope, recimo, to je bilo skrajno nenavadno. In kakor sem jaz videl te preizkuse iz 17. stoletja v verih, je šlo dejansko samo za opazovanje. Torej, zdravnik je pregledal zunanjost in potem rekel, ja, to je pa res čudno. Prav en tak primer je bil nek mlajši moški, je žena torej ga zahtevala razvezo, in potem ga je kirurg pregledal in je ugotovil, da ima zaradi tumorja, on pravi tudi tumorja v tem delu, da je v bistvu nesposoben za občevanje, in torej seveda je potem sodišče lahko takoj razvezalo zakon. Torej, kot sem že prej rekel, praktično sredo 18. stoletja tu na tem delu Evrope, ali pa tudi drugje, kakšnih poglobljenih načinov, brez medicinskih v današnjem smislu, ni bilo govora, to je bilo tako. No, da omenim to, ti v knjigi duhovito poimenuješ, da na divjem zahodu so to prakticirali, pri nas pa ne. No, ampak prej si omenil tole izpolnjevanje zakonskega dolga, No, in v zvezi s tem se pojavlja vprašanje o vzdržnosti tudi in spolne zmernosti, No, če vzamemo kot primer iz začetka 20. stoletja, ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič v svojem spolno-vzgojnem priročniku z naslovom Ženom in nevestam ali pouk za srečen zakon iz leta 1909, zaradi katerega so ga liberalci označili za prvega pornografa na Slovenskem in se spraševali, odkot si je častiti škof pridobil toliko seksualnih izkušenj. Mladoporočencema na primer v tem priročniku svetuje, naj se združita, ko je ura bolj zgodna, ko je spanje povrnilo telesne moči in ko je duša bolj mirna. Cilj združitve naj bo nov otrok Božji, združitev naj ne bo grešna, pred njo pa je dobro malo pomoliti, združevati se vsak teden po enkrat ali dvakrat pa ne škoduje zdravju in telesni moči in tako dalje in tako naprej. No, kako je s tem v novem veku? To se pravi, ali so se ti Jegličevi nazori kaj razlikovali? Kaj pa na sveti, kdaj ni priporočljivo občevati? Tega je bilo veliko, verjetno je Jeglič že tam v starejši literaturi tega prebral, veliko. Celotno, od srednjega veka naprej, da ne govorimo že v antiki, od srednjega veka naprej, sploh pa v 16. 17. stoletje, pa 18. je takšnih nasvetov, recimo navodil pravzaprav, kako je treba te stvari početi, ogromno. In to so, nekatere so celo, bi lahko rekel, recimo temu znanstvene, pisali so jih recimo zdravniki, osveščeni zdravniki, debele knjige, ki so bili v enem celo lahko teologi, in to so bili vse tja do 18. stoletja priročniki pravzaprav tudi na sodiščih za recimo sodno medicino ali pa kaj podobnega. Recimo v
zgodovinopisju, ali pa ne samo v zgodovinopisju, tudi v javnosti, recimo bom dal primere, ne, prevladuje mnenje, da je bila spolna pozicija najbolj pogosta misionarski položaj. Ne. Zdaj, če pogledate, tu sem dal malo iz provokacije nekaj te protopornografije, ne, iz 16. do 19. stoletja, boste videli, da so bile te občevalne poze znane že zdavnaj in tudi uporabljene. Torej, po drugi strani so ti priročniki in seveda cerkev, recimo teologi, so seveda propagirali zgolj misionarski položaj. Recimo zakaj? Zato, ker je v tem položaju najbolj izražena ta pomen oziroma motiv sejalca, ne? Sejalca, predvsem podrejenosti ženske moškemu. Ne? Nasprotno so recimo prepovedovali obraten položaj. Ne? S tem, da so zdravniki še, tisti starejši recimo iz 16. stoletja še trdili, da v takem položaju ni mogoče zanositi, ker seme steče ven in torej ni primeren. Vsi položaji namreč so bili ocenjevani po tem, ali pripeljejo do spočetja. Ne? To je bil cilj zakonske zveze in zakonska zveza naj bi bila edini prostor za telesno ljubezen. Torej, zato so predpisovali, recimo že v 17. stoletju so zelo natančno opisovali, kateri so neprimerni, recimo stoječi je bil neprimeren do konca. Ne? Čeprav v verjih, sodnih verjih se vidi, da je bil ravno ta verjetno eden najpogostejših, ne? Ta je bil najhitrejši. Recimo zlasti nižji sloj, recimo doskrat je, ko je kakšen proces o prešuštvovanju na podeželju, kakšna dekla recimo zanosila in tako naprej z gospodarjem, ne, in potem so zelo sodniki, pa ne cerkveni sodniki, ampak posvetni sodniki preiskovali to prešuštvo, ne, ker prešuštvo je bilo tudi kriminal, ne samo greh. In tam so pogosto v 18. stoletju so zelo podrobni opisi, ne, kdaj se je to zgodilo, v kateri uri, na katerem mestu. Ne, in so te ženske povedale, ne, da se je to zgodilo največkrat, ne vem, v štali, ne, tam ne, stoje na hitro, ne, in tako naprej. Ne. Tam ni bilo kakšnega jegličevskega upoštevanja priporočila, ne, čeprav so ta priporočila obstajala, ne, ampak enostavno ni bilo potrebe. Ne. Tudi če danes berete, pred kakšnim letom, dvema je šla knjiga spominov, ne, starejših oseb, ne, Ogenj, rit in hlače, ne, ja, to od Milene Miklavčič, ne. Če tam tisto berete, ne, ona sicer zajema samo čas prve polovice 20. stoletja, ne, vidite ta vzorec, ne, zelo na hitro, ne, nič ljubezni, ne, zraven, nič predigre, ne, in tako naprej. Pričemer je treba seveda vedeti, da so bili tudi drugačni primeri, tudi že v preteklosti. Ne. Recimo v teh priročnikih, ki sem jih omenil, se točno tudi določa oziroma priporoča recimo določeni tipi spolne predigre. Ne. Zelo podrobno, ne, rajš ne bom govoril, vse so že te slike dosti izpovedne, ne. In je točno opisano tudi zakaj. Ne. Recimo, potem je točno določeno, kdaj mora priti do tega, ne, največkrat seveda po noči, ne sme biti luči, ne, prižgane v posteli, jasno, ne, kje druge, to so priporočila. Ne. Potem je priporočeno tudi, da recimo je treba pri tem premoliti, to si Jeglič ni izmislil, ne, da med spolnim odnosom se ne sme izgovarjati kakšnih neprimernih besed. Ne. Recimo, en takšen primer je, če ženska slučajno reče krava, ne, se lahko zgodi, da bo otrok potem podoben kravi. Ne, da bo krava, ampak da bo podoben, da bo poteze kravja. Ne. To so bili seveda neumnosti, ki so se jim že takrat posmehovali, tisti najbolj osveščeni zdravniki in to tudi opisali. Ne. Recimo tudi so se delali norca, ko so opisovali recimo grške zdravnike, torej Galena in podobne, ki so imeli tudi že cel kup torej navodil, pa kaj se lahko zgodi, pa kaj ne. In tam recimo eno se spomnim, ko se eno teh
zdravnikov v 17. stoletju delal norca iz teh antičnih priporočil, da ne sme priti do spolnega odnosa v banji oziroma v vodi, ne, ker se to prenaša potem skozi vodo, ne, lahko zanosi in tako naprej. Ne. Tega je bilo ogromno. No. Ja, glede na to, da nas bo čas prehiteval, zdaj sem mislil še malo upozoriti na skoke čez plot, prešuštva, ne. To so se v glavnem posluževali tudi pri težavah v spolnosti, v samem zakonu, ne. Potem zelo pomembno vprašanje kontracepcije, cerkve in države, ne, pa mogoče res čisto na kratko o tem. Torej, prešuštva tega je bilo, tako kot danes verjetno, ne, ogromno, ne. Vendar pa zaznavano, koliko je tega bilo, tega pa ne moramo vrednotiti, ne, ker enostavno te stvari se pojavijo v zapisih, v zgodovinskem spominu samo, če so prišli na sodišče. Na sodišče so pa prišli samo, če je zadeva prišla v javnost. Ker pa so prešuštva vedno, ne, in jih še bolj verjetno skrivali, je zelo malo tega prišlo dejansko v javnost. Kar je pa prišlo, je pa jasno. Ne. Po eni strani imamo to, kar sem prej rekel, ne, dekle gospodari, ne, nasploh tudi v mestih. Tega je bilo ogromno, tudi iz 19. stoletja je cel kup spominov oziroma zapisov o tem, ne, recimo zgodovinar Šumi, ne. Zakonca Šumi, ne, to je tovarna kanditov Šumi. Bombončki, ne. To je bilo res, to človek ne more verjeti, ne, kako so ljudje lahko tako, kaj bi se rekel, to je bil meščanski šport. Meščanski šport, ja. Potem imamo tudi to iskanje utehe, ne, ko mož ga ni doma ali pa dolgo ga ni doma, ne, ali pa žene tudi, ko ni dolgo doma, ne, ali pa je bolna, ne, pride do tega, da si najdeš pomoč. Ne. Jaz sem videl tam recimo, zlasti je bilo pogosto to, tam, kjer se je starejša žena, kadar je bila žena veliko starejša, to je bilo ponovadi, ko so bile vdove, ne, so si na kmetih, ne, če je bila lastnica kmetije, si je ponovadi našla mlajšega moža, ne. To je bilo tudi iz delovnega vidika veliko boljše, ne, gospodarski vidik, ampak seveda vsi so pa vedeli, da pa zakonski dolga pa verjetno ne bo mogla plačevati. In dejansko jih mnoge niso in so te mladi možje so pač naskakovali dekle ali pa kogarkoli, ne, pri čemer so te žene so vedele, da jih varajo, ne, ampak so ponavadi so molčale, dokler ni prišlo do nosečnosti. Ne. Nosečnost je bila tisti element, ko je ponavadi zadeva prišla na sodišče, ne, in je postala tudi kriminalno dejanje, prej je bila samo zabava lahko ali pa samo iskanje neke utehe, potem postane kriminal, pride na sodišče, kjer je treba določati, kdo je oče, zakaj je do tega prišlo in seveda določati tudi preživnino. In jasno, na koncu tudi kazen za prešuštvo. Ne. Kazen pa je bila posvetna, ponavadi je šlo za globo plus izgon iz gospostva, v redkih primerih tudi kakšna smrtna kazen, sicer pa tudi obenem pa tudi duhovna, cerkvena kazen, ki pa je bila v bistvu, ne vem, javno izpostavljanje ali pa pokora. No, dobro, kontracepcijo bomo pustili ob strani, takrat še ni bila tako razvita, kot smo jo v 20. stoletju doživljali, no, ampak čist na kratko, pa koliko so pa v novem veku, to zbrav od 16. do 18. stoletja približno, dojemali ljubezen, ne? Ali so kakšna čustva vsaj malo prispevala k sklepanju teh zakonskih zvez? Ja, to je v bistvu najdaljše vprašanje. Jasno, da je ljubezen imela določeno vrednost, ne? Če ne, nas danes ne bi bilo tukaj, ne? To je jasno. Vedeti treba samo to, zakonska zveza je bila praktično do 20. stoletja v veliki meri, ne vedno, ne pri vseh, ne, gospodarski posel, ne, gospodarska pogodba. Šlo se je za to, da se naredi pogodba, kdo kaj prinese v zakon. Tukaj ni bilo toliko važno, ali se prej poznata, ali se imata rada, ali ste zaljubljena. Glavno, da je v gospodarskem smislu, v poslovnem smislu zadeva bila urejena.
Potem se je pa predpostavljalo, da bo v zakonu že še prišlo do nekega razumevanja, naklonjenosti, prijateljstva, ne, spoštovanja. To so bile glavni elementi, o katerih so govorili, ko so opisovali zakonsko zvezo vse tja do 19. stoletja praktično, ne, razumevanje in tako naprej, neko pogosto od 18. stoletja tudi neko sentimentalnost, ne, neko skoraj angelskost, ne, torej to je bilo v bistvu v drugem planu, ne. Ampak v nekaterih primerih pa vemo, da so se zakonske zveze, da je do zakonskih zvez prišlo tudi zaradi ljubezni. Ogromno primerov je, recimo, ko so se tožarili na sodiščih zaradi odrečene obljube poroke. Ne. To je šlo za tiste obljube, ne, v bistvu ponovadi seveda med samci, ne, poročil te bom pa tako naprej brez skrbi, ne, tako, ne, vse bom naredil, ne. Potem pa seveda se je to pozabilo in si se hotel s kom drugim poročiti, ne, in je prišlo to na sodišče, ker je tisti razočarani partner, ne, zahteval, da se izpolni ta obljuba. No in v teh obljubah oziroma v teh sporih na sodišču se dostikrat vidi, da ni šlo v bistvu pri teh zvezah, samskih zvezah, ne, predzakonskih zvezah zgolj za strast, ne, za libido, ne, za šport, ne, ampak včasih uporabljajo ti ljudje, ko opisujejo, ne, svoja prejšnja razmerja, tudi to, da so bili zaljubljeni, da so to več leta, ne samo za enkrat, za 2 tedna, ne, da so se imeli radi in tako naprej, ne. Torej so šli v to upanje tudi z ljubeznijo v to zvezo, ne, za katero so mislili, da bo prerasla potem tudi v poroko. Ampak seveda, ker je prišlo do tega, da so recimo starši bili proti poroki, je zadeva v trenutku padla v vodo, ne glede na to, koliko so se imeli radi, ne. Ker starši so bili vendarle tisti, ki so zlasti pri dedičih vztrajali, ne, pri tem, ko so določali to materialnost, ne, ko so poroko prekrili z popolno materialnostjo. Tega je recimo, sploh ni treba moje knjige o tem brati, lahko berete, ne vem, slovenske realiste, Tavčarja, Kersnika, ne, podobne, Tavčarja sploh, ne, Tavčar je sploh poseben primer, ne, sam je bil v bistvu hohštapler, ne, statusni, ne, ampak v bistvu je pa propagiral to res iskreno ljubezen, poroke iz ljubezni, ne vem kaj, ne, da ne govorimo o cvetju jeseni, sam je deloval popolnoma drugače, ne. Ampak hočem reči to, ne, pri Tavčarju pa pri drugih se vidi, kako starši v bistvu svojim otrokom, tistim, ki so seveda dediči, ki naj bi prevzeli njihovo kmetijo, kako jim določajo poroke zakonskega partnerja in kako morajo ti mladi odsloviti svojo ljubico, katero so zaljubljeni oziroma katero imajo res radi, ne. Tega je res veliko in to v bistvu kaže, ker Tavčar je bil advokat, ne, to je bila resnica, ne. No, v bistvu si mi tako iz ust vzel temo iz 19. stoletja ali pa z 20. tudi, ne. Tavčar je cvetel jeseni, ne, ker mu 3 dame, Marica, Mica in Dinca, na najlepšem ljubljanskem vrtu pod senco kostanjev dopovedujejo, kako imajo rade svoje može, ne, ampak v bistvu so rade imele njihove denarce, ne. Isto doktor Pajk v Govekarjevem romanu V krvi, ne. No, poleg tega bi pa opozoril, ne, tudi medij, mislim, pomemben medij 19. stoletja je postal tudi časopis in časopisni oglasi, oglaševanje. No in takrat se vsaj od 70. let naprej 19. stoletja stalno srečujemo z ženitnimi oglasi tudi, ne, ki ravno govorijo o tem, da je ta zakon, ki se obljublja, ne, predvsem gospodarska pogodba, ne, da gre za prevladovanje neke poroke iz koristi, ne, če enega iz leta 1874 neko poročno ponudbo, recimo sam preberem en delček, ne, samostojen, 24 let star moški, zdrav, močan, lepega eksteriera
in tako naprej, išče prijateljstvo in ljubezen, zaželjena enostavna fotografija in premoženje, 3 do 4 tisoč goldinarjev. Ne? V bistvu, tle bi sam še navezal na tvoje, ne, kar si že v bistvu povedal in odgovoril, ne, da tu je res še tudi v meščanski dobi, da so te starševske prisile, ne, in te pogodbe in pričakovanja tudi okolja, ne, da to v bistvu v primerjavi z novim vekom še vedno nekako obvladuje vso to Seveda, sceno. se ima prav Milena Miklavčiča, ne, ima še, kaj se jim, do srede 20. stoletja, ne, torej pred 50 leti, so takšni primeri še vedno, ne. Sicer ne moramo govoriti zdaj seveda, da je bilo to pa splošno, ne, to ne, ampak ta vzorec, ne, je bil tako strd, tako ukoreninjen, ne, da v bistvu ga je šele v zadnjih desetletjih je presegel. Seksualna revolucija, tako, mislim, da je šele pripomogla k temu, ne? Tako, ja, tudi osvobajanje v smislu materialnosti, torej ljudje so dobili službe, so se osamosvojili, lažje gospodarsko, kot nekoč, ko so živeli na neki kmetiji in je bil oče gospodar vsem, ne, so bili odvisni od njega tudi glede preživetja, ne. Zdaj je to seveda drugače, po drugi svetovni vojni postalo drugače in je bilo lažje to osamosvojiti in uveljavljati svojo voljo, druge poglede na poroko, ljubezen tudi, ne. No, ampak jaz sem, kot rečeno, bolj za meščansko družbo. Zanjo je značilna tabuizacija seksualnosti, ne. To se pravi, v 19. stoletju se uveljavlja tako imenovana zarota molka, ne, ko se o spolnosti skoraj da sploh ne govori več, da se pred odraščajočimi otroci, ne, so se neprestano izogibali uporabe določenih nespodobnih, spotakljivih, pohošljivih izrazov. Recimo sploh ne govorijo o nosečnosti, sifilisu, prostituciji, ne. V središču vzgojnega procesa je pristalo v bistvu neko prikrito zastraševanje, ne, pred nekim spolnim nagonom, nečisti občutki, ne, ki jih povzroča, ne. Tu imamo številne primere, ne. Sploh v tej dobi meščanstva, ne, je ženska izpadla v bistvu, ne, kot neko aseksualno bitje, popolnoma nepoučeno, ki se ji vse prikriva, ki mora kot devica počakati prvo noč po sklenjeni zakonski zvezi, ne, medtem ko meščanski moški, ne, ali očetje ali pa sinovi, govorimo o meščanstvu, ne, to se pravi modernem meščanstvu po premoženju in izobrazbi, no, ti pa so že lahko brusili svoje rožičke ali kar na domačih služkinjah ali pa so zahajali v hiše rdečih luči in tako naprej, ne. To se pravi, za moške je veljalo, da si že pred zakonom nabirajo te spolne izkušnje, medtem ko ženske so bile nekako podvršene bistveno nekemu strožjemu nadzoru družbe, ne, in sveti zakon ne bi, kot rečeno, stopile nedotaknjene, ne, medtem ko moški ne bi bil v spolnosti izkušen, ne. Koliko je bilo pa s tem v predmeščanski dobi? Ja, podobno, mogoče v tem nekoliko drugače, glede na status, na stan, a ne. Ampak načelno je šlo za podobno stvar, ne, ki se potem vleče v 19. stoletje, tam še okrepi ta sram oziroma sramežljivost, nevednost, ne, ampak to se pojavlja že prej. Namreč, recimo, če gledamo Erazem Rotterdamski, v začetku 16. stoletja ima to svoj način, pedagoški način, kako pogovora, dialoga z otrokom oziroma mlajšim, ne, z dečkom, ne, o spolnosti in tako naprej. To se potem prekine, a ne, in družba se začne počasi zapirati po eni strani, torej kar se tiče vzgoje manjših otrok, ali pa otrok recimo, ne. Po drugi strani pa imamo to, da se zlasti fantje, moški, ne, po eni strani plemiči, da se lahko podajajo v mladosti v
tujino na kavalirska potovanja, kjer pa je seveda razvrat, alkohol in tako naprej. Njihove torej sestre, plemkinje, je to seveda nemogoče. One so dejansko devištvo in nič drugega. Imajo garde damo. Tako, to se tudi vidi iz teh procesov, ki sem jaz gledal, recimo ta Marija Kajetana, to je tista stara ženska tam, ki pride vsake toliko časa. Ne ta, mislim, boste videli tista, bom še to povedal, ta ženska, me prav zanima, koliko leti date, na tej sliki, vam bom povedal, zakaj. Torej, te dekleta so bila seveda plemiška dekleta so bila zelo strogo v tem zmeru vzgajana in niso bila nikakršne možnosti, da dobijo kakšno poduk o spolnosti v zakonskem življenju. To so jim dale matere, to tik pred poroko recimo, ali pa so jim morda kaj slišali od služki in kaj takega. Fantje so imeli tega več. Nasprotno pa je bilo v nižjih slojih, je bila pa ta poučenost prepuščena pravzaprav okolici. Dostikrat sem zasledil recimo v teh zapisnikih, da so nekatere mlade ženske, ali pa punce, kaj sem 18, 19, 20 let, so bile že zelo dobro poučene v vsem. Po drugi strani so pa tudi ta primeri, ko niso vedele nič, ko niso vedele do 8. meseca nosečnosti, da so noseče, kaj se bo zgodilo. Tudi takšni primeri, torej zelo različno, odvisno od okolja oziroma od neke socialnega trenutka. Ampak jasno pa je, da do 18. stoletja se o tem govori, saj govori se na ulicah, ljudje se norčujejo javno iz škandalov in tako naprej, pogovarjajo se ženske med sabo, je. Potem pa ta poučenost izginja proti koncu 18. stoletja. To ni posledica samo neke cerkvene prisile, to je v bistvu se država s svojim pedagoškim aparatom, z univerzitetnimi študijami, z svojim željo po absolutizaciji državljana kot takega, se začne vpletati v pedagogiko in država je tista, ki je pravzaprav najbolj kriva za 19. stoletje. Ni cerkev, cerkev je navsezadnje skozi isto, spolnost je tista nezakonska spolnost je greh, to je mantra, ampak nič več. Medtem ko država je tista, ki ima tiste vzvode, ki ljudi potem pahnejo v to nevednost, ki traja potem v 20. stoletje praktično. To je. In to se vidi tudi iz verov. Recimo v 18. stoletju se začne država vmešavati v stvari, ki bi danes, bi se smejali. Recimo predpisujejo, kaj morajo duhovniki v pridigah govoriti. To bi bil danes škandal. Recimo, predpisuje ne samo, kako se morajo biti ljudje oblečeni, prepoveduje plese, javne plese, pač čisto običajna zabava, in tako naprej. Država hoče imeti popoln nadzor nad svojimi podložniki, ki jih obravnava že kot državljane v modernejšem smislu, ne samo kot neke podložnike. In seveda zato tudi ima svoje vzvode, to je pedagogika, ki je takšna, kot je. To pa veš ti veliko boljše kot jaz. Država začne kukati v spalnice ljudi. Ampak če klele rečem še nekaj o ločitvah zakonov, znan je primer Ivana Hribarja, ki je bil sodno ločen. On v bistvu, to je seveda na eni strani v javnosti, ko je to pricurljalo na dan, je bilo deležno vse splošnega zgražanja, ampak katoliška cerkev, ki je dovoljevala v bistvu samo, če že ločitev od postelje in mize, ampak seveda je pa prepovedovala, dokler partner živi kakršnokoli poroko in to se v Hribarjevem primeru zelo fino vidi. In to njegovo življenje v konkubinatu, bi rekli, je seveda najbolj obsojal že omenjeni Anton Bonaventura Jeglič, to se pravi ljubljanski škof. To se pravi, ta Hribarjev primer lahko imamo za nek tipičen primer iz meščanske dobe, ko je po ločitvi od svoje prve žene, te Emilije, rojene Griga,
20 let živel v konkubinatu s svojo nekdanjo kuharico Marijo Goričanovo. Z njo se je v drugo poročil potem šele leta 1926, 10 dni po smrti prve žene. Ne? Ona je v bistvu žalostno končala v hiralnici. No in zaradi življenja v konkubinatu, kot rečeno, je bil Hribar deležen z katoliške strani seveda neprestanega zgražanja. Ne. To se pravi, vse, kar je počel v javnosti, da je v Jegličevih očeh bilo nek javni škandal, ne, skrajna nesramnost, veliko pohujšanje in tako naprej. Ne. No, koliko je bilo pa z novoveškimi trači, recimo, ne. Ti imaš v svoji monografiji, ne, en krasen ego dokument, ki ga tudi izčrpno uporabljaš, to je Reigersfeldov dnevnik. To je v bistvu en redek dokument, zelo obsežen seveda, ampak je pa za naše kraje velika redkost, ne, in ti si ga, vse, kar se teh tračev in teh stvari tiče, tudi spolnosti in zakonskih zvez in ločitev in tako naprej, ne, je tako zelo uporaben arhivski dokument. Ja, prav na podlagi tega dnevnika iz srede 18. stoletja, to gre za več tisoč strani, ki jih je ta deželni ljubljanski uradnik pisal vsak dan, pravzaprav vsem, kar se mu je dogajalo, razen o vremenu. V vremenu ni nobenega podatka, kar je zelo zanimivo. Je pa vsem, tudi o takih, recimo, zakonskih pretepih med seveda plemstvom. Ne. Njega je zanimalo samo plemstvo, on je bil plemič, baron, in ta njegov široki družabni krog ga je zelo zanimal. Torej vse trače, bolezni in tako naprej. Ne. In tam se vidi iz tega, iz njegovih zapisov, ki so seveda vprašanje zdaj, koliko so realistični povsem, a ne, ker ne vemo točno, zakaj je on to pisal, ta dnevnik, ne, ker je v bistvu osebni dnevnik. Se kaže v bistvu ta javnost, pravzaprav še vedno, ne, sredi 18. stoletja se o teh škandalih, duševnih boleznih v družini, ne, recimo tudi nasilju, ne, se govori in recimo deželne oblasti posredujajo, recimo lahko, ne, recimo ko nek plemič pretepe svojo ženo, ker je ljubosuma, ne, ker naj bi se vlačila z deželnim glavarjem, ga potem vržejo začasno v pripor, recimo, ne. Torej, celotno mesto je vedelo za ta pretep, ne. In Reigersfeld recimo tudi opiše točno poškodbe, recimo ženskama, modrice in tako naprej, ne. Opisuje vsa posredovanja znancev, recimo, kako se pri nekih škandalih, kako so se angažirali, ne. Torej, ta odprtost je bila veliko večja kot kasneje. In prav zato je ta dnevnik tako pomemben, a ne. Čeprav je veliko tudi, bi lahko rekel, naslajanja ob tuji nesreči, če tako lahko rečem, a ne, ker Reigersfeld se je imel zelo spodobnega človeka in tudi njegova familija je bila, družina je bila tako spodobna, ne, in je bil neke vrste privoščljivo, je gledal na višje od sebe, ne, na grofe in tako naprej, ki so se jim dogajali take družinske tragedije, ali pa ne bom rekel tragedije, no, takšni škandali, ne, tako naprej. Zato lahko rečemo to, da do 18. stoletja ta tabuizacija teh zadev ni bila niti slučajno še uveljavljena. Seveda se je ta govor se je zapiral, ne, se je tišal o teh takšnih zadevah, o delikatnih zadevah, vendar je bil še vedno odprt. Recimo Casanova, če berete njegov dnevnik, ne, on ga je pisal tam ob koncu svojega življenja, konec 18. stoletja, pisuje pa recimo prejšnja desetletja, ne. On je mirno zapisal, kako je imel težave z impotenco v neko obdobje, ne, pa njegov brat tudi, ne. Recimo, kaj takega ne bi napisal kasneje nihče, ne. Celo tak heroj, ne, si je to upal priznati, ne. Torej, to tabuizacije še ni, a ne, se pa že zapira govor, to se pa opazi, ne, vedno bolj, recimo že v prvih slovarjih slovensko-latinskih, torej ne prvih, ampak eden od teh slovarjev je recimo
piše geslo nevesta, ne, slovensko, ne, piše nevesta, kaj zdaj to, kako se to prevede v latinsko, ne. Prav, to je, torej izraz izhaja iz nevedeti, a ne. Nevedeti, ne, torej o zakonskih zadevah, kar je bilo seveda neumnost, ne. Ampak hočem reči to, vedno bolj se zakriva celo pri takih malenkosti govor, a ne, da ne govorim o prevodih za kurbe in tako naprej, ne, to se vedno bolj se olepšuje, ne, če se le da. Zdaj bom pa res čist kratek, pa bom dal pa še vam kako možnost, da kaj vprašate avtorja, ampak sam še, ker sem se sam zgodovino alkoholizma ukvarjal, ne, me je zelo tako privlačen del monografije se mi del ta o ljubezni in alkoholu, ne, oziroma s tem povezanim tudi strašno v očeh katoliške cerkve, seveda strašno nemoralnem plesu, ne, v katerem je blaženi škof Anton Martin Slomšek v svojem popularnem delu Krščansko devištvo, ne, ki je bilo namenjeno vsaki ženski 19. stoletja, zapisal recimo, ne, da plesišče je deviške čistosti morišče. No, pa mogoče še čisto kratka replika, pa bi pa predal besedo publiki, da še kaj vpraša. Nekaj takih že Valvazor pisal, ne, konec 17. stoletja, prav v plesih, kjer se je dejansko po njegovih besedah dogajalo marsikaj od nasilja in tako naprej. Dejansko potem v 18. stoletju oblasti državne oziroma deželne oblasti začnejo prepovedovati javne plese, ker so spoznali, da se tam dogaja največje, predvsem nasilje jih motil, ne, v bistvu pretepi, umori oziroma uboji in tako naprej in seveda tudi ta spolna nemorala. Erotika. Tega je bilo ogromno in začnejo celo prepovedovati, a ne, kar je bilo seveda popolnoma nerealno, ne, in so potem seveda ljudje se niso dosti ozirali, sploh pa ne zemljiške gospodske, ker so imeli pri tem svoje računice, ker so dobivali takse od teh plesov, ne, ni bilo tega mogoče preprečiti. No, nasploh pa to rečemo lahko, ne, recimo alkohol, ne, jaz kar sem gledal sodnih zapisnikov o tistih najtežjih deliktih, recimo incest, prvokategorni, torej v sami družini, ne, ali pa, kaj se jim, kakšna sodomija in tako naprej. Dejansko vsi ti delikti so se dogajali v pijanosti, ne. Alkohol je bil pri tem skoraj vedno, potem nekaj takih bolj dvomljivih primerov je, recimo na vasi, ne, skupinski seks, ne, vsi pijani, ne, alkohol je bil resnično največji problem pri obvladovanju morale in tega so se zavedali vsi, država in cerkev, a ne, recimo Peter Pavel Glavar, ne, župnik, reformator, velik človek, ne, on je točno zapisal, ne, plesi so največja nevarnost za moralo in za vero in tako naprej, ne, in to je bilo dejansko res, ne. Ampak ne zaradi samih plesov, zaradi samega plesanja, ampak zaradi alkohola, ne, alkohol in to se točno vidi, največ tega kriminala, največ teh pijanskih zadev je bilo tam, kjer so bili vinorodni kraji, ne, to je bila Štajerska, Primorska, Dolenjska. Vse so bili na Gorenjskem tudi barabe, ne, ampak tam, kaj je tam lahko pil? Pokvarjeno vino, ne, vino se je pokvarilo v nekaj mesecih, ker niso znali ga kletariti, ne, kar je logično in kaj so potem tisto rečili so vino, za razrečenega vina pa ne moreš biti tako hitro pijan, še posebej, če je drago, ne, in ga dobiš lahko samo v gostilni. Na Štajerskem vinorodnik so ga imeli povsod pri vsaki hiši, ker ga niso mogli prodati, ne, ali pa kakorkoli in so bili nenehno pijani, ne vsi seveda, ne, ampak in čim je pa alkohol, pride pa do nemorale, to so vedeli in zato se tudi pisal, ne, to knjigo o alkoholu, alkoholizmu proti boju, ne, ta zavedanje, ne, kaj je alkohol, kakšno zlo je, ne, kaj se mu pripisuje, ne, in ta boj v bistvu se začne že veliko prej, ne, že v 16. 17. stoletju, ampak ne pa seveda tako načrtno, ne, kot kasneje, ne, to je pa jasno, ne. Ja, hvala lepa.